Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveta Devica Marija, prosi za nas. Sveti Jožef, Sveta Lucija, Sveti Maksimilijan Kolbe, Sveti Janez Pavel II, Sveti Frančišek in Hjacinta Marto, Blaženi Alojzij Grozde, blažene trinske mučenke, vsi slovenski mučenci, vsi angeli in svetniki, prosite. Presveto srce Jezusovo, usmili se nas, brezmadežno srce Marino, bodi naše rešenje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi brati in sestre, lepo pozdravljeni na predvečer druge nedelje po Božiču. Pokrajmo sveto mašo za rajnega duhovnika Filipa Trčelja in Franca Krašno ob 80-letnici njune smrti, ter tudi mašo za rajno Milko Šmit obletna. Prisrčno pozdravljeni vsi cenjeni gostje, tudi duhovniki, prelat Anton Slabe, gospod Janez Juhant in Tomaž Kete, ki je tudi rojak rajnega Filipa Trčelja. Skupaj se želimo zahvaliti za njuno plodno življenje in kot danes pravi evangelij ob zgledu Janeza Krstnika, da tisti, ki sprejme luč, Božjo luč, postane Božji otrok. In kako se to močno kaže v življenju naših rajnih duhovnikov in tudi v življenju vsakega kristjana, kadar Božjo besedo vzame za res. Na začetku priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo redno obhajali svete skrivnosti.
Svetega Evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: to je bil tisti, o katerem sem rekel, ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on nam je razložil. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, zbrani na predvečer druge nedelje, božične nedelje, nas nagovarja tale Božja beseda, ki seže daleč, daleč, daleč nazaj. Ko smo prejšnje nedelje in tudi ta božični čas poslušali evangelij Mateja, Luka o Jezusovem rojstvu, govorijo o tem, kako je bilo takrat ob rojstvu. Danes pa Janez govori tudi o tem božičnem dogodku, ampak na en drug način. Seže čistke predstvarjenja sveta. Prav na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Takrat se še ni nič videlo, bilo je pa že vse zamišljeno. In ta beseda je človek postala in med nami prebivala. In to je božični dogodek, božični praznik. Ampak kaj se je še prej zgodilo s to besedo? Ta beseda v grščini je rečeno logos, se pravi, nam bolj znano zveni kot logika, kako je vse domišljeno, vse na svojem mestu. Ni neka ideja, ampak je resnično beseda, ki je danes živa. Je bila, je in bo, kot pravimo Jezus Kristus, včeraj, danes in tudi na veke. In kako ta živa beseda ni samo zapisana v Svetem pismu, ampak danes nagovarja naš razum, našo vest, nas nagovarja tudi k dejanjem v skladu s to besedo. In ta beseda se je učlovečila, se pravi Jezusu Kristusu, ker nam je Bog želel biti tako blizu, da nam bolj ne bi mogel biti.
v svojem edinorojenem sinu, ki pa se je nam vsem dal v jed, v hrano. Zato, da bi ta beseda ne ostala nekje samo zapisana, ampak kot misel, ki gre mimo, ampak da bi živela v nas. Da bi živela v nas. In potem evangelist Janez piše, da je bila ta luč, ampak tema je ni sprejela te luči, večne luči. Kako je nek stalen boj med dobrim in zlom, med svetlobo in temo, med svetostjo in zlom. In to lahko gledamo tudi čisto konkretno v življenju duhovnikov, ki se jih danes spominjamo. Tisti, ki se obrne za svetlobo, tisti, ki svetlobo vzame za res, tisti, ki želi živeti Božjo besedo, ne samo kot neko tradicijo, izročilo, navade iz roda v rod, ampak kot tista resnična Božja beseda, ki živi v tebi in te priganja, kot pravi apostol, Kristusova ljubezen nas priganja k temu, da živimo v skladu z Božjim naukom, se sooči tudi z nasprotovanjem. In to ni samo en zgodovinski dogodek in dejstvo, ki se je zgodilo, ampak ta je boj odprt do konca. Smo tudi poslušali v berilih, ne danes, ampak sicer o še enem drugem primeru božičnega dogodka. In sicer, ko Janez opisuje v knjigi Razodetja, ko žena porodi dete. In tudi tam vidimo napovedan stalni boj. Če se zdaj oziramo nazaj, Janez v Razodetju govori o prihodnosti in o koncu časov. In bil je človek, pravi evangelist Janez, ki ga je Bog poslal. Bil je Janez Krstnik. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Zato, da bi vsi sprejeli vero v njega, ki prihaja. Da bi pokazal nam, glejte, to je jagnje Božje. In kako je vloga ne samo Janeza Krstnika, ampak vsakega kristjana, še posebej duhovnika, da ni on luč, ampak da pričuje v luči. Da pokaže na Jezusa Kristusa. Da vodi ljudi k jedru, k sami tej besedi, ko smo rekli, ne samo zapisani tradiciji in izročilu, ampak kot živi. In kako se je Filip Trčelj to prizadeval? S pisanjem proze, pesmi. Koliko pesmi je uglasbenih, zato da bi nam ta njegova preprosta vsebina, ki je tako lepo znal zapisati čist preproste resnične stvari, tako blizu nam prišlo v naše srce in oblikovalo tudi naše življenje. K tebi, sveto Božje dete, danes prišli smo, ta božična evharistična pesem. Ja, tisti, ki pridajo k Jezusu in jo sprejmejo, jim da moč. Zakaj smo prišli? Zato, da bi svoja revna srca njemu dali. In pravi, naše duše so uboge grešnice, ampak bi rade postale tvoje jaslice. Kakšno hrepenenje, da bi ta večna Božja beseda v resnici postala dobrodošla tudi v našem življenju. In Filip Trčelj se je zelo prizadeval tudi za slovenstvo, za narodno zavest. Sploh je študiral v Nemčiji, kjer ga je škof poslal tja, zato da bi potem po drugi svetovni vojni, ko je bilo vse podrto in razsuto, on bil eden od tistih duhovnikov, ki bi pomagal nazaj postaviti trdno vero, narodno zavest in kulturo. In kaj je on tam ugotovil? Veliko nevarnost nacionalizma. In ko je enkrat govoril o zastavah in ko so ljudje tako radi s prapori šli okrog in se postavili zastavo, mi smo ti, mi smo oni, in se identificirali tako, da so že pozabili, da so človek drug drugemu, rekel, za kristjana je prva zastava križ. Jezus je tisti, ki nas mora vse voditi v to smer. In izjemno zaupanje mu tudi v nebeško Božjo mati. Šmarnice je pisal, zato da bi ljudem, starejšim in otrokom jo čim bolj približal njeno materinsko vlogo, njeno edino skrb, da bi vse pripeljala k Jezusu. Kot pravi sveti Ludvik Grignon de Montfort, po Mariji k Jezusu. In tudi ena čudovita pesem, ki je glasbena, pravi takole. Marija, angelska gospa, prelepa zvezda jutranja, zaupno k tebi kličemo, iz dna srca te prosimo. Kaj prosimo, Marijo, iz dna srca?
nebes gospa brezmadežna, razli svoj sveti blagoslov na našo zemljo in naš krov, da bomo narod Jezusov. Kako goreča želja, ki je aktualna bila takrat in je aktualna zdaj in bo aktualna vedno. Da bi se zavedali, da je Janez Krstnik kazal na Jezusa, duhovniki kažejo na Jezusa, da bi vsak od nas to vlogo tudi sam prevzel in da bi na priprošnjo teh naših velikih slovenskih mučencev za Filipa Trčilja je veliko prizadevanje, da bi se obnovil postopek za ugotovitev njegove beatifikacije, za njegove svetosti, pa bomo tudi na koncu zmolili to molitev v ta namen. Pa se izročimo tudi Božji Materi Mariji, naj ona z mogočno priprošnjo posreduje za nas vse, da bi ostali narod Kristusov. Amen. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Nebeški Oče, sprejmi naše darave, ko praznujemo rojstvo Tvojega Sina. Pokazal nam je pot resnice, obljubil življenje v nebeškem kraljestvu in s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se vedno zahvaljujemo Tvoji dobrotljivosti, usmiljeni Oče, vsemogočni Bog, Kralj večne slave, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Danes je v njem zablestila čudovita Božja zamenjava za naše prerojenje. Beseda, tvoj večni sin, je sprejel našo slabotno človeško naravo, umrljivega človeka dvignil do neminljivega dostojanstva in nam vsem dal na neodumljiv način delež svoje večnosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano s spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s priblažno Devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, vsemi našimi zavetniki in pričevalci, apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se naših rajnih duhovnikov Filipa in Franca, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstaneta v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil teleso umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš potrl vsako solzo iz naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekov.
Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Tistim, ki so sprejeli to luč, Božje življenje, pa je dala pravico, da postanejo Božji otroci. Kakšen blagoslov, kakšen mir, kakšna dediščina. Sprejmimo tudi mi to svetlobo in jo podelimo drug drugim s stiskom desnice. Pogovor bo vodila urednica knjige Ines Crgol, slavistka, pesnica, prevajalka, recenzentka, sicer pa je bila učiteljica številnih generacij otrok. Z nami je tudi oblikovalec Lucijan Bratuš, akademski slikar in grafik, ki je več let predaval na ljubljanski likovni akademiji, pa tudi po svetu. Da se ti ljudje naj nam povedo, kje so, kje imajo kje imajo grobove, naj dajo vsaj mrliške liste, da se ljudje dostojno poslovijo od očetov, mož, sinov in tako dalje. No, s knjigo, ki je izšla leta 2015, je bila pa sprva zelo lepo sprejeta, pri večini ljudeh je takoj pošla, pa spet drugič takoj pošla. Se je pa pojavilo veliko težav, ker smo noter imeli delček o vojni, recimo o izgnanih možih, o drugi svetovni vojni. Ja. Kaj, ti izgnanci so bili isti izgnanci, za katere naj bi se zavzela duhovnika? Ja, to so bili izgnanci, za katere sta se zavzela duhovnika in takrat sem prvič, ko sem zbirala te podatke, vedela, da gre za Terčelja in Krašno. In
Zaradi različnih nasprotovanj, zaradi tega, ker so padale ideje, da je treba knjigo preklicati, da je treba določene stvari odstraniti. Že sami izgnanci so bili preveč boleči, imela sem občutek, da je ljudi sram, da se je to zgodilo. Potem sem pa začela zbirati dokaze, in dobila še veliko več pričevanj. Ja. To je bilo že zdavnaj, torej knjiga o Terčelju je ravno kar zunaj. Kdaj in zakaj si se pravzaprav odločila, da napišeš knjigo? Za knjigo sem se odločila prav zaradi spoznanstva z Bogdanom Vidmarjem. Srečala sva se enkrat v Spodnjih Danjah in sem mu pač povedala, kaj se je tu zgodilo. On je bil seznanjen s drugo zgodbo. Takrat, ko pa sva se srečala, je bil zelo presenečen, razočaran. Potem sva skupaj raziskovala, skupaj smo ga peljali do različnih pričevalcev in je pač, to je potekalo zelo dolgo. Spoznala sem se tudi z Ivanom Albrechtom, ki je napisal to najdebelejšo knjigo, in po njegovi knjigi je nastalo še več pričevanj, tako da je nastalo še več pričevanj in leta 2021 sva nekako z Bogdanom Vidmarjem prišla do tega, da bi ob njegovi 80-letnici moral nastati nek zapis za ta dva duhovnika, ker je zbral veliko pričevanj, prav tako jaz, in tako je nastala ta knjiga. Obljubila sem mu pa tudi že prej na smrtni postelji, da ta knjiga ob njegovi 80-letnici bo izšla in je izšla. Ja, Bogdan Vidmar je torej primorski duhovnik, preminul pred 4 meseci. Doma je s Cola nad Ajdovščino, tako da bi lahko rekli, da je tudi on Terčeljev rojak. Kot sem že prej povedala, bil je imenovan za vicepostulatorja in je raziskoval v tem okolju okoliščine umora. Je nekakšen vezni člen med tabo in Terčeljem, pa tudi med nama, ker ravno Bogdan je bil tisti, ki naju je povezal. Ja, bdel je nad knjigo do konca. Pravzaprav, ko sva knjigo delali, sva bili bodisi v živem stiku, bodisi po mailu, telefonu, vedno z njim v kontaktu. In je res do konca tudi spraševal, ali ta knjiga bo. Napisal je uvod v knjigo, njemu smo knjigo posvetili. Bil je človek z izredno voljo pri odkrivanju resnice. Velikokrat si ga popeljala do pričevalcev, ker vendarle si domačinka in si ljudi poznala. Tebe je do pričevalcev velikokrat popeljal mož France, ker je še bolj poznal te razmere, ne. Torej, kaj bi lahko rekla o teh svojih pričevalcih in o pričevanjih sploh? Glede te teme, predvsem. Meni je bilo zelo lepo, da sem se sploh pogovarjala s starejšimi ljudmi, ker mi se doma nismo nikoli pogovarjali in sem v bistvu te pogovore res pogrešala. Ugotovila sem najprej, da je pri teh pričevalcih ogromno strahu. Bali so se povedati, velikokrat je bilo treba iti do njih, vsakemu najprej najmanj 2-krat, 3-krat, da so se odprli, da so si upali povedati, da so zaupali. Tudi sama sem bila
presenečena, kaj vse so mi pripovedovali, ne samo o Filipu Terčelju in Franci Krašni, ampak zgodbe o svojem življenju, zgodbe o svojem otroštvu. Takrat so bili ti pričevalci otroci, česa so se spominjali. Bilo pa je zelo težko, ker včasih tega niso dovolili njihovi sorodniki, še vedno jih je bilo strah, ko sem nabrala določene stvari, ko so mi povedali določene stvari, so potem niso upali, so rekli, da ne smem objaviti, so odklonili objavo, ali pa so me poklicali po telefonu in so rekli, ne, še ne upamo, ker se bojimo za svoje vnuke, za svoje otroke. In potem čez 5 let mogoče so pa rekli, da zdaj pa želijo, da se objavi. V glavnem ravno tako pričevalci morajo dozoreti za to, da nekaj dajo iz sebe. Najbolj pa sem, kaj sem mislila reči, pri pogovoru jim je odleglo, velikokrat so jokali, ne samo žene, tudi moški so jokali. Marija, v bistvu moraš biti nekakšen psiholog za opraviti tako delo. Ja, recimo, ampak potem jaz rabim tudi psihološko pomoč, pri take zgodbe ni bilo težko slišati, to je zelo boleče, tudi ne veš, kako zapisati, kako obračaš vsako besedo, ali pustiti, da beseda teče tako, kot so povedali, ko ni urejeno. Pravzaprav pa pri pričevalcih slišim glas, kako je bilo pripovedovano, slišim besede, kako jih postavljajo, vidim kretnje, vidim mimiko obraza, v glavnem s tem se tudi potrdi, ali je pristna pripoved ali ni pristna pripoved. Zelo redko, mogoče niti za dlan ene roke je bilo tega, da sem vedela, da pogovor ni pristen, da me zavajajo in k sreči sem to, ne vem, kmalu spoznala, da tudi ene 3 pričevanja so bile taka. Vsa pričevanja so se pa nanašala na duhovnike. Ko sva delali v knjigi, se spomnim, da so bili tudi pričevalci, ki so svoje pričevanje sicer podali, ampak so ga potem demantirali. Ja, tudi to, ali pa niso dovolili, da objavim ime, ali pa so dovolili samo začetnice. Tako, ljudje se še danes zelo se bojijo izpostaviti zato, ker so bili ravno tako deležni groženj ali pa žalitev, predvsem žalitev, to je za te starejše zelo težko. Ali pa so se bali celo zame, parkrat sem doživela to, so rekli, ti ne bomo nič več povedali, smo slišali, da imaš odprto tožbo, jaz nisem imela nikoli odprte tožbe, grozili so mi pa s tožbami. Tako. Katera pričevanja v knjigi so tista morda, ki najbolj osupnejo? Tisto, kar je novega, kar morda Albrecht še ni zapisal? Ja, pa Brecelj pred njim tudi. Ja, prihajajo še nova pričevanja, tudi ta teden so še prišla. Najbolj osupne pismo škofa Vovka. Škof Vovk je pol leta po umoru, verjetno se je zelo pozanimal, da je verodostojno postavil Vladi Republike Slovenije poizvedbo, kje sta Filip Terčelj in Franc Krašna. Opisal je pot, po kateri sta šla, tako kot so ljudje govorili 60 let po njunem umoru. Zanimivo, mene je osupnilo tudi to, ker sem v pismu našla tudi še enega našega duhovnika. V Sevški dolini je umrlo med vojno in po njej 6 duhovnikov, pa o tem zelo malo vemo, to me je zelo osupnilo. Potem pismo na škofa Zoreta,
ki pač pojasni, da koprska škofija ni dala zahtevka na kongregacijo za svetnika. Potem pa izginotje dokumentov. Izginili so vsi dokumenti, so nekateri ključni dokumenti iz župnijskih arhivov v Sorici, Zalemlovu, Železnikih. Prav tako je izginil dnevnik Franca Krašne. Ti dokumenti, kot vem iz delanja knjige, so izginili približno v istem času vsi, ne? Ja, mislim, da v istem času. Mislim, da tam okrog leta 2000. No, od Franca Krašna bi povedala, da je bil v Grčaricah, potem je prišel v Sorico, o njem je zelo malo znanega, je pa kar nekaj dokumentov o tem, kako so ga nadzirali v tistem času, ko je bil župnijski upravitelj v Sorici, od avgusta do konec decembra. Potem v nekrologu preučila sem vse duhovnike, ki so bili tukaj po vojni. Tudi prebrala sem nekrolog Ivana Škvarča, ki je bil takoj za Krašno v Sorici duhovnik, in sem ugotovila, da je napisal obsežno avtobiografijo, ki pa je ni nikjer najti. Potem Škvarčeve avtobiografije ni najti, pa tudi, ko sem proučevala dokumente v Arhivu Republike Slovenije, so bili arhiv zelo urejen, ampak nekateri dokumenti niso bili po vrstnem redu, jih ni najti. Potem pa zelo osupne Terčeljev mrliški list, izdan šele leta 1968, 22 let po njegovi smrti. Datum smrti je naveden 2. februar, svečnica 1952, na njegov 60. rojstni dan. Pokopan pa je bil že 5 let prej, 29. aprila 1947. Kot se spomnim, je celo ta mrliški list so izdali v Ajdovščini na občini na pritisk Terčeljevega nečaka, da želi dokument o stričevi smrti. In takrat je želel tudi, da bi Terčelja prekopali iz Davče na Štursko pokopališče, kar je bila tudi Terčeljeva želja zapisana v enih zadnjih pisem domačim. Ja, poleg tega pa dokument, ki je verjetno ključen, je pa zaprt za javnost do 31.12.2091, torej že 65 let. Dokument se pa nanaša na nekega našega visokega partijskega sekretarja, udbovca, tako, ki je bil veliko v teh krajih in tako. Terčelj bo še dolgo dejaven, če bomo tisti, ki smo z njim zanj poskrbeli. Potem me je zelo osupnilo izjava Terčeljeve nečakinje, ki je povedala, da je na lastne oči videla dokument, in sicer pismo matere Toneta Tomšiča, ki ga je Filip Terčelj reševal iz zapora italijanskega. V njem pa ga je mati Toneta Tomšiča posvarila, da je zanj v Ljubljani nevarno, in po tistem se je pač umaknil v Sorico k Krašni, s katerim sta bila takoj po vojni skupaj še z 12 duhovniki zaprta. V glavnem tukaj potem sama razmišljam, da je verjetno bil umor naročen iz centralnega komiteja komunistične partije, vendar dokazov ni. Ta umor je bil verjetno preložen potem na lokalne te morilce. Tudi Bogdan Vidmar je podvomil v drugo zgodbo, o tem potem.
Pa tudi Terčeljevi sorodniki so leta 25, lani, pol leta nazaj, podvomili, da je Filip Terčelj sploh na Davškem pokopališču. Tako da tudi gospod Albreht o tem dvomi in te dvome bi potrdila ali pa ovrgla samo ekshumacija. To je torej Ivan Albrecht že v svoji knjigi napisal, ne? In ko si se zadnje leto z njim pogovarjala, spet to potrdil, ker če bi bilo vse v redu, bi torej se izvedlo lahko tudi ta postopek, ne? In ekshumacijo in identifikacijo. Vendar do tega ni prišlo, ja. Torej, že prej si omenila dve zgodbi. Obstajata torej dve različici o zadnji poti duhovnikov. Zakaj? In kaj pojasni knjiga v zvezi s tem? Knjiga predstavi dve različici, dve zgodbi. In zakaj je tista druga malo verjetna, druga pa ne more biti verjetna. V drugi zgodbi se pojavljajo recimo določene razlike, recimo kdaj sta bila aretirana, po kateri poti sta šla, kam sta, kje sta imela zadnji obisk, kje je bila sveta maša, ampak to je vse brezpredmetno, to sploh ni pomembno za beatifikacijo. Obe različici pa pripovedujeta, pa povesta o tem, da sta bila mučena, na zverski način pobita, to pa je, obe pa o tem govorita in to je pomembno za beatifikacijo. Kdaj je pa nastala ta druga zgodba in zakaj misliš, da je nastala? Jaz mislim, da je nastala druga zgodba zato, da je hotela oprati krivdo domačine. Na misel mi pride citat Jaše Zlobca, to je bil sin Cirila Zlobca, tudi sam književnik, prevajalec, politik, ki je v eni od svojih kolumen napisal, da so bili ljudje pod komunizmom deležni posebnih informacijskih čudežev. Torej, informacije so bile seveda prilagajane tako ali drugače. O tem piše tudi Jože Dežman v svoji zadnji knjigi Komunistični strah v gatah, kjer pravi, da gre za partijski prisilni jopič zlagane zgodovine. Torej, gotovo tudi pri vas niste bili na nek način vsega tega, vam ni bilo prihranjeno, da so se stvari tako ali drugače interpretirale. Da se resnica težko prebija na plano, sta vsaj dva vzroka, vsaj tako mislim. Na eni strani oblastiželjnost, ki gre z roko v roki s častihlepnostjo, kajti če imaš oblast, moraš imeti tudi čist obraz. Na drugi strani pa seveda straši strah, tisti strah, ki ne dovoli, da bi zdaj že verjetno vsi pokojni očividci oziroma tisti, ki so za njimi slišali te zgodbe, spregovorili. Za resnico je gotovo, kot sem že prej rekla, potreben pogum in mogoče tudi ščepec ponižnosti. V knjigi si poudarila, da božji mlini meljejo počasi, a gotovo. Verjameš v zmago resnice? Ja, seveda verjamem v resnico, da bo resnica slej ko prej prišla na plano, vendar počasi. Se me je pa v letošnjem letu zelo močno dotaknila božična poslanica celjskega škofa Maksimilijana Matjaža, ki jo bom prebrala. In sicer veselo oznanilo božiča. Ne bojte se,
Odmeva že 2000 let in vedno znova prižiga luč upanja. Tema luči ni in je ne bo nikoli premagala. Po krščanskem prepričanju na svetu vsakem izmed nas poteka boj med dobrim in zlom. Boj med dobrim in zlim poteka tudi v našem odnosu do preteklosti. Ja, mislim, da je citat pravšnji, torej kot odgovor na to vprašanje. To upanje v luč, ki je bila, to je bila tudi tema današnjega evangelija, torej beseda, logos, razum, ki presvetli, daje upanje. Božji prst je deloval tudi pri nastajanju te knjige. Najprej naj bi šla pri koprski založbi Ognjišče, vendar se ta dogovor ni iztekel, tako da so knjigo kot založniki podprli v Novi Gorici, to je civilna iniciativa TBH, Tebe Boga hvalimo. Knjigo je finančno podprl Primorski Dobrotnik in nenazadnje, prej smo že rekli, da je ob knjigi vse do konca bdel gospod Bogdan Vidmar. Knjigo je oblikoval tudi Terčeljev rojak Lucija Bratuš. Danes mi je povedal, da ni Bratuš, da sploh ne tako, kot Vipavci govorijo in Goričani, ampak izhaja iz Idrskega. Ja. In je rekel, ne, Bratuš smo mi. Ja, naši rojaki tam pravijo na tak način. No, glede, smo se prej pogovarjali tudi o poznavanju problema tega Terčelja. V starejših generacijah Vipavcev je bil prisoten, sam vedno o tem se ne sme govoriti. Jaz sem bil pa precej v stiku in prijateljeval z našim vipavskim dekanom in mi je veliko stvari tudi povedal. Franc Pivk je bil to. In sem potem tudi za stvari zvedel, za take stvari, ki se sploh ni govorilo in se ni smelo govoriti. Pol je pa leta 2012 je začel Bogdan Vidmar kot neko, imenoval je to pot oziroma po Terčeljevi poti. Takrat me je prosil, da sem zrihtal to fotografijo, potem smo izdelali bandero in s tem simbolom tudi, da to je ta, naj bomo narod Jezusov, to je citat iz Terčeljeve neke pesmi njegove. Tako da z Bogdanom Vidmarjem smo bili kar v stiku. Takrat je bil po Dragi župnik in je v Vipavi tudi na gimnaziji predaval. Prav preko našega dekana sem veliko izvedel tudi od Terčelja in potem sem pa tudi v tej monografiji od Ivana Albrehta pa zelo podrobno preučil te stvari. Zdaj, ko so mi omenili
da pripravljajo to knjigo, sem rekel, vse to lahko jaz naredim, ne. Ni problema, ne. Sem pa tudi želel spoznati ta prostor in okolje, to mi je pa tudi Marija in Francesta omogočila, da sem spoznal tudi ta prostor, tako da sem imel tudi boljšo predstavo o vsem tem, kar sem bral v tem Albrechtovi knjigi, ne, in se mi zdi, da je bilo tudi to pomembno, tako da sem tudi razumel stvari. Zdaj, nekatere stvari sem tudi moral vprašati Marijo, naj boljš pojasni, ne, ker kot nek zunanji bralci, domačini že poznajo vse ta imena, kmetije in to, ne. Jaz pa kot zunanji tega nisem vedel, ne. Pa smo šli po vseh teh lokacijah in tako da sem dobil tudi vtis tega prostora in se mi zdi, da je bilo to zelo dragoceno, ne. No, samo oblikovanje pa knjige pa ni bil nek problem, Seveda ne, ker ti si profesionalec. Ja, oblikoval si že ogromno knjig. Jaz sploh nisem vedela, da se Lucijan, torej, da je poznal Bogdana, da je z njim že sodeloval. Z Lucijanom se midva poznava zelo kratko obdobje. Oblikoval je namreč mojo knjigo, ki sem jo prevedla in takrat sva se prvič v živo srečala v bistvu, ne. Tako da je dejansko, kot sem prej rekla, Bogdan je bil povezovalec, tudi civilna iniciativa, ne, Bogdan je bil povezovalec in je povezal ves ta prostor. Tukaj delajo Vipavci, jaz sem sicer Primorka, ne pa z Vipavske doline ali pa z Goriške, ne vem, kako sem prišla zraven. Ja, tako da je Bogdan bil za kaplana v Kopru. Tako, ja. Govoriš tako o tej knjigi, o oblikovanju, kot da je to neka igrarija, to je resno profesionalno delo. Ti si pri tej knjigi naredil to, da je zelo topla. Daj povej nam vsaj malo, kako uspeš knjigi dati en šarm, no. No, najprej treba zbrati primerno pisavo, dovolj velike črke, da se lahko bere, ne. Potem so pa neka tipografska pravila, ki jih je pa treba poznati, ne. Tako da dobro postavljeno besedilo je tisto, ki se ga ne opazi. Nič te ne sme motiti, ko bereš, ne. In to je vse, ne. Tako, jaz tudi dovolj velike črke uporabljam, ker že sam bolj slabo vidim, ne. Tako da je tudi prijazno mogoče do starejših bralcev, ne, ki slabše vidijo, ne. Nič drugo so pa neka pravila, ki se jih je treba držati pri tipografskem oblikovanju knjig. To je praktično vse, ne. Ja, res je skromen, ta predmet je predaval na likovni akademiji, ne. Mislim, da nam noče izdati, ker smo taka neposvečena publika na tem področju. Ampak dobro. Jaz bi na hitro samo prelistala knjigo oziroma vam bi predstavila koncept knjige. Knjiga nosi na naslovnici fotografijo Štulčeve grape, torej kraja Morišča. Fotografirala je sama avtorica, potem je na začetku posvetila Bogdanu Vidmarju in sledi pravzaprav prvi del, ki predstavi Filipa Terčelja. Še predtem je Vidmarjeva uvodna beseda: ne bodimo zazrti v brezna, poglejmo v nebo. In potem začne Marija svojo knjigo z naslovom Zakaj začeti postopek za beatifikacijo. Predstavljena je življenjska pot in delo Filipa Terčelja, primorsko obdobje, ljubljansko in potem sevško. Ta kratek, slab mesec, sploh ne mesec dni.
Predstavljen je tudi Franc Krašna, sicer zelo na kratko, pa vendarle. In ta prvi del se zaključi z naslovom Razmere po vojni in živost spomina do danes. Drugi del knjige obsega pričevanja. Tudi pričevanja so razdeljena na več tem: o zadnji poti duhovnikov, o domnevnih mučiteljih in morilcih, o usodah domnevnih mučiteljev in morilcev, o pokopu in prekopu duhovnikov, o interpretaciji izginotja duhovnikov. Potem pa Marija zaključi ta del z nekakšno sintezo razhajanja v pričevanjih in ali gre pri pričevanjih zgolj za razhajanja. Knjiga se konča z mojo spremno besedo Terčeljevo mučeništvo in svetništvo in potem z bogatimi pisnimi ustnimi viri in zahvalami. Lucijan, čeprav si samo oblikovalec knjige, kaj ti misliš o beatifikaciji Filipa Terčelja? To so tri dejstva. Bil je, kot v njegovem življenju, zelo zaveden Slovenc, zaradi tega je moral bežati pod Italijo. Potem pa samo to, bil je mučenec, ubit zaradi vere, in še ko so ga mučili, je molil za te mučitelje. Tukaj ne vidim kakšne ovire ali pa kaj takega, da ne bi ta postopek nadaljevali. Marija, kaj ti misliš, zakaj Filip Terčelj zasluži čast oltarja? Zakaj zasluži čast oltarja? Delo Filipa Terčelja je neprecenljivo. Bil je pričevalec za vero, za Boga, za malega človeka. Bil je mučenec, kot je rekel Ivan Albrecht, mučenec na obroke. In mislim, da če si kdo, si zasluži on svetništvo. Imamo toliko mučencev v Sloveniji, toliko duhovnikov, ampak on nikomu ni toliko znanega kot prav Filipu Terčelju. Ne samo Ivan Albrecht, tudi drugi so zapisali kar pomembne misli o Terčeljevem mučeništvu, svetništvu. Imaš neke listke, nameravala si prebrati nekaj stvari? Vse to pove tudi knjiga, samo nekaj misli bom prebrala. Misli od najpreprostejših pričevalcev do doktorja teologije, pisatelja. Bogdan Vidmar je dejal, da je Terčelj slovenska Antigona, ki pa jo bomo morali, zdi se mi, da bomo Slovenci potrebovali veliko časa, da jo prežvečimo. Bi pa prebrala nekaj teh misli, ki so jih napisali, ki so v knjigi, in sicer na strani 15 je Jožaj Dela napisal: Beatifikacija je smiselna, če je določena oseba za ljudi zgled, smerokaz, spodbuda za resnično krščansko življenje. Terčelj to vsekakor je. Recimo na strani 36 je Mateja Maček, samo en del. Teta Anica je vedno poudarjala njegove vrline, srčno dobroto, skrb za dijake in njegovo spodbujanje kulturnih dejavnosti. Potem je primer Marijinega Celja. Terčeljevo delovanje za mladino in z mladino se je odrazilo ne nazadnje leta 1925, ko se je verskega in rodoljubnega romarskega shoda na Marijinem Celju udeležilo 1000 fantov.
Duša shoda, na katerem je pod vodstvom Lojzeta Bratuža prepeval zbor Mladika iz Gorice, je bil Terčelj. Potem imam naprej dr. Janez Juhant, pravi takole: v celoti lahko rečemo, da je Terčelj doživljal, kako pravični pade skozi rešeto totalitarnih sistemov in je bil vsaj delno tudi žrtev hierarhičnega sistema cerkve. Kljub temu je povsod ohranjal zvestobo človeku. Njegova predanost veri in narodu, človeku v stiski pa ga potrjuje kot slovenskega krščanskega pričevalca, mučenika. Potem naprej na strani 112 v tvoji spremni besedi Marijan Brecelj pravi: čista in nesebična žrtev, ki je s krvjo zapečatila svoje čudovito delo za Boga in za domovino. In pa preprosta pričevalka iz Davče: svetništvo je odveza za celo dolino, tu je Malka Peternelj. Potem pa Alojz Rebula, tržaški pisatelj, pravi: naj bo njegova žrtev v pomirjanje še neugaslih sovraštev in v razcvet krščanstva na Slovenskem. Terčelja je imenoval za dvojnega mučenca in poudaril, da v slovenskem martirologiju druge svetovne vojne ni takega primerja. In ne nazadnje, za Sevško dolino pravi gospa urednica: priložnost imamo, da Filipa Terčelja postavimo za kapelo, ki bo združevala tako ljudi Sevške doline kot Slovence sploh, jim povrnila mir in dostojanstvo. Priložnost, da lahko Sevška dolina ob Terčelju in s Terčeljem postane prva med slovenskimi dolinami, ki bo zmogla nov korak resnične sprave. Filip Terčelj je namreč tudi v Sevški dolini, kjer je bil dolgo zamolčan, danes prepoznan in iztrgan iz pozabe. Ta misel mi je nekako vzniknila zato, ker Albrecht je to pričal, da v Ljubljani, ko je Terčelj doživljal najtežje čase, ko je bil preganjan, ko je izgubil službo, ko je izgubil stanovanje, ni prosil za stanovanje, je prosil za kapelo, v kateri bi se lahko ljudje združevali. Zato je nastala ta misel, torej Terčelj kot kapela združevanja. Ja, Marija, lepe misli velikih ljudi, malih ljudi, kar vseh ljudi, ker jaz mislim, da v vsej tej zgodbi ni nikoli, ni niti enega pričanja, ki bi rekel, ki bi poudarilo, da je Terčelj kakorkoli omadeževal svoj poklic, ne vem, kakšne odnose z ljudmi, da bi rekli Terčelj pa ne. Pa vendarle, postopek oziroma predpostopek za beatifikacijo, ki ga je leta 2010 potrdil takratni ordinarij Metod Pirih v koprski škofiji, se je ustavil. Kaj misliš, zakaj? Oziroma tudi, kako je Vidmar morda gledal na to zadevo? To bi pač moralo nasloviti vprašanje na koprsko škofijo in doktorja Primoža Krečiča. Gospod Vidmar je pa dejal, da se mu zdi, da nad Terčeljem še vedno visi mogočna Udba in njeni somišljeniki. In nimamo v rokah nič, zakaj se je ta postopek ustavil. Je bil pa Bogdan Vidmar na nek način zelo grobo zaustavljen na tej poti raziskovanja in je imel veliko željo, da se to izpelje. Vsaj knjiga o Terčelju. Vsaj knjiga o Terčelju, njegova rak rana je bil Terčelj in ne pokopanje slovenske žrtve. To, kar je, to je res rak rana za vse Slovence. Marija, kakšni so občutki? To je tako tipično zadnje vprašanje, pa vendarle ob izidu te knjige.
Dolgo smo jo delali. Dolgo. Dolgo. Občutki šele pridejo. Sem pa zelo vesela, da smo gospodu Bogdanu, ki nas je vse povezal, ki nas nagovarja skozi celo knjigo, izpolnili zadnjo željo. Terčelju jo še nismo, ker želi biti pokopan v Šturjah, ja. In sem zelo vesela, da Terčelj živi in da ne bo miroval. Torej, jaz sem pa zelo vesela, da imamo prvo predstavitev ravno tu v Železnikih v Sevški dolini, zadnjem domu Filipa Terčelja, vendar prvem domu Marije Gasser, brez katere te knjige ne bi bilo. Ona je tisti motor, tista raziskovalka, tista požrtvovalna avtorica in jaz mislim, da ne bo mirovala, ker res, ko sva knjigo že zaključili, so prihajala nova pričevanja. Tako da gradiva je še kar veliko. Jaz ti bom rekla tako, Marija, hvala za to knjigo, ker brez nje 80-letnica spomina na Franca Krašno in Filipa Terčelja ne bi bila taka. Torej, ne bi doživela tako močnega spomina, kot ga je in ga bo ob tvoji knjigi. Bi rekla samo še tole, ko mi je zadnji dan Bogdan povedal za nov arhiv, zelo težko je govoril, v bistvu samo šepetal, ampak sva se razumela, je pokazal tako, druga knjiga, druga. Jaz sem ta arhiv videla in je najmanj še ena knjiga. Hvala lepa. Se boš... Zahvaliti se moraš. Mešanemu pevskemu zboru župnije Železniki pod vodstvom Tomaža Močnika, gospodu župniku Tinetu Skaku in vsem župnikom, ki ste danes maševali, in pa obiskovalcem. Hvala, ker ste prišli. Ja, en velik aplavz za vas tudi. Tudi, ja, ker si upate. Knjigo lahko dobite zadaj, v bistvu društvo TBH podarja ene knjižice in sicer iz simpozija, zbornik, potem tudi moje knjige so tam zadaj, če kdo še nima. Marija ne bo tako povedala, jaz bom tako rekla, torej cene knjige nimamo ravno postavljene, ne, oziroma Dobrotnik je pokril tisk knjige, ostaja pa še kar nekaj stroškov. Če boste prostovoljne prispevke priložili, bomo zelo zadovoljni. Hvala lepa. Jaz povem naravnost. Preden se razidemo v tej hvaležnosti za ta dogodek, tudi za duhovnika Bogdana Vidmarja, še skupaj zmolimo to molitev za poveličanje Filipa Terčelja, kar je bila srčna želja Bogdana Vidmarja in gotovo tudi vseh avtorjev. Skupaj molimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsemogočni Bog, zahvaljujemo se ti za življenje Filipa Terčelja, ki si je kot duhovnik v moči vere prizadeval za krščansko vzgojo, socialno zavest in narodno kulturo. Poveličaj ga, da bo pred vesolno cerkvijo svetnike. Na priprošnjo Filipa Terčelja nam pomagaj, da si bomo na vseh področjih življenja zvesto prizadevali za skupno dobro in bomo po njegovem zgledu tudi v težkih trenutkih zvesti evangeliju. Prosimo te za pravičnost, odpuščanje, spravo in mir v našem narodu. Naš odnos do pripadnikov drugih narodov, kultur in verstev naj temelji na spoštovanju in ljubezni. Poživi nam vero, nebeški Gospod, obvaruj nas greha, obvaruj zablod. Naj bomo narod Jezusov, vodi nas nebeški raj, kjer bomo srečni vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.